Zimska nevihta je prizadela tudi Južno Ameriko. Guvernerji Floride, Virginije in Severne Karoline so razglasili izredne razmere in opozorili prebivalce na nevarnost ledenih cest, močnega sneženja in zelo nizkih temperatur. Zimske službe so napolnile tovornjake s soljo in takoj začele posipavati ceste. Večina vzhodnih držav Amerike je že kar nekaj časa v ledenem primežu zime. Zamrznjeni Niagarski slapovi, zamrznjene vodovodne cevi in potrgani električni daljnovodi so le delček težav. Prav tako je zima vzela 2 življenji brezdomcev v Houstonu. V Michiganu so našli žensko, ki je zmrznila na otroškem igrišču, saj je zaradi demence zapustila varen dom in se odpravila v neznano. V tokijskem svetišču Kanda Majojin se je zbralo na tisoče ljudi, ki so v novem letu molili za srečo in uspeh v poslovanju. Svetišče Kanda je namreč zelo priljubljeno svetišče med zaposlenimi in lastniki podjetja, saj je posvečeno 2 bogovoma, in sicer Ebisu in Daikokutenu, ki sta bogova sreče in uspešnega poslovanja. V svetišču ljudje pustijo delček svojega denarja ali kupijo srebrne grablje, okrašene s 7 bogovi, v upanju, da bo novo leto prineslo še več denarja. Avstralski preiskovalci nesreče so dvignili letalo, ki je strmoglavilo v bližini Sydneyja, pri čemer je umrlo 6 ljudi, vključno z glavnim izvršnim direktorjem britanske catering družbe Compass Group. Vodja podjetja Richard Cousins in 4 njegovi člani družine so bili med 6 osebami, ki niso preživeli nesreče. Razbitine letala so našli na 13 metrih morske globine. Sedaj pa bodo preiskovalci lahko začeli ugotavljati, kaj je bil vzrok za nesrečo. V Švici je divjal veter s takšno močjo, da je prevrnil vagon na regionalnem vlaku Montreux-Oberland-Bernois v bližini mesta Lenk. V nesreči je bilo poškodovanih 8 potnikov. Vetrovi so dosegli moč do 195 km/h. Švicarska meteorološka služba je izdala opozorilo za celotno državo. Veliko cest je bilo zaprtih, ustavili so promet s trajekti in ukinjenih je bilo več mednarodnih letov.